Po 2 letih bo v Radovljici 23. in 24. spet festival čokolade. Več o samem festivalu pa nam pojasnjuje v.d. direktorica Zavoda za kulturo in turizem Radovljica, Kaja Beton. Pozdravljena. Ja, pozdravljeni. Tako je, mi težko pričakujemo letošnji festival, 9. po vrsti z 2-letno pavzo, ampak letos se bo dogajanje vendarle odvilo v Radovljiškem parku. Pripravili smo čudovit spremljevalni program, prihaja 20 čokoladnic iz Slovenije in tudi iz tujine, tako da pričakujemo eno pestro dogajanje z degustacijami čokoladnih izdelkov. Vedno znova smo navdušeni, kaj vse pripravijo naše čokoladnice in seveda to z veseljem okušamo. Tudi letos preko degustacijskih kuponov, ki bodo na voljo na prizoriščih, pa vsi lepo vabljeni. In kakšno bo festivalsko dogajanje, nam pojasnjuje Blanka Grašič, tudi iz Turizma Radovljica. Ja, lepo pozdravljeni. Seveda tudi tokrat bo bogat spremljevalni program. Poleg degustacije in prodaje čokolade, koncerti na glavnem odru, v soboto glavni poudarek na Boštjanu Gorencu Pižama za otroke in pa Batista Cadillac, ter pa zvečer improkomedija s Kudom Kiks. V nedeljo bodo na glavnem odru nastopili Trkaj, ansambel Saša Avsenika. Po celotnem parku pa bo ves čas program od delavnic kulinaričnih za otroke z znanimi kulinaričnimi imeni, od zmagovalcev Malega šefa Slovenije Janeza in Žana do Žiga Gabrovca, finalista Masterchefa Slovenije, in pa Nasarja Gašija, znanega slaščičarja. Pa seveda nekaj delavnic bo tudi Srednjo gostinsko in turistično šolo Radovljica, s katerimi vedno sodelujemo na festivalu, potem pa veliko cirkuških animacij, predstav za otroke, športni poligon, čokoladna ruleta, na kateri bo možno osvojiti lepe nagrade. Letos ste se odločili za vstopnino na sam prireditveni prostor. Ja, letos je glavnina dogajanja v parku. Za vstop na park bo vstopnina 5 evrov, vendar le za odrasle starejše od 18 let, za vse otroke bo vstop brezplačen. In pa vsi obiskovalci, ki bodo plačali vstopnino, bodo dobili zapisnice in bodo lahko ves dan prihajali iz prizorišča v mesto, kjer tudi pripravljamo bogat program. Mesto se bo predstavilo vsi od gostincev, rokodelcev, muzejev, za vse z vstopnicami pripravljajo tudi ugodnosti, tako bo vstop v Čebelarski, mestni in pa lekarniški muzej pol cenejši, tako da res bogat program pripravljamo tudi v mestu. In pa seveda v mestu je čas za počitek, za kavo, za kosilo. Letos se bodo predstavili tudi kakšne nove čokoladnice, ki jih v prejšnjih letih nismo videli. Nekateri so že pozabili, katere so bile pred 2 leti. Ja, res je. Te 2 leti pavze sta prinesli novosti tudi na področju čokoladne ponudbe. Seveda bodo z nami vsa ta imena, ki so že vrsto let naši gostje. To so čokoladnica Lucifer, Cukrček, La Šokolad, Rajska ptica, čokoladnica Dobnik in še, da ne naštevam vseh. Z nami bodo pa prvič tudi nove čokoladnice, in sicer seveda naša radolška čokolada, potem hiša Moline se vrača na prizorišče in pa čokoladnica Bonbon iz Kamnika, čokoladnica Mama Pavla in Čokolata. To je pa tudi ena nova čokoladnica, ki se sicer nahaja v Ljubljani. Tako da se veselimo novih izdelkov. Mi smo že malo pokukali v njihovo ponudbo in je zares pestra, raznolika, zelo privlačna že na pogled, tako da verjamemo, da bo kar težko se odločiti, kaj poskusiti. Izbrana pa je tudi že najpralina. In katera je letošnja? Ja, tudi letos smo izbirali najpralino festivala. Tekmovanja se je udeležilo 5 čokoladnic z 10 izdelki. Tekmovanje oziroma izbor je potekal v čokoladnici Zotter v Avstriji, kjer je bila izbrana najpralina. Najpralina je postala bio pralina z ajdo, ki jo izdeluje radolška čokoladnica. Moram pa povedati, da je bil izid zelo, zelo tesen, tako da na 2. in na 3. mesto sta se uvrstile po 2 pralini in zdaj imamo izbor 5 kakovostnih pralin. Poleg radolške čokolade so se zelo dobro predstavile tudi praline čokoladnice Bonbon.
Na drugem mestu se je uvrstila pralina čokoladnice Lucifer in pa na tretjem mestu je pralina čokoladnice Moliné. Tako da zares čestitke vsem čokoladnicam, ker so se izkazale s pestro ponudbo, s kakovostno izdelavo in zares navdušile ocenjevalce. No, prav gotovo smo kakšno stvar zamolčali, pa jo zamolčimo še za vse gledalke in gledalce, zato da bo obisk še slajši na festivalu čokolade. Hvala lepa obema. Hvala, vabljeni. Vi ste trenutno v fazi okusov, čeprav ste šele 5 mesecev na samem trgu. Ja, res je. Ko smo se začeli ukvarjati s čokolado, smo si nekako zadali cilj, da bomo razvijali lokalne recepture iz lokalnih sestavin ali pa surovin. In prva na tak seznam je prišla ajda in smo pač začeli delati pralineje z ekspandirano ajdo. Ta pralin mi delamo zdaj že skoraj 1 leto. Ampak v tem procesu izdelave smo ga non-stop nadgrajevali, očitno do te mere, da smo dobili tudi priznanje samega čokolatiera Josefa Cotarja in je naš pralin pač postal najpralina festivala. Po katerem okusu čokolade v vaši čokoladnici je v tem trenutku največje povpraševanje? Katerih okusov največ prodaste? V bistvu to zelo težko rečem, ker je to odvisno od obiskovalca. Tuji obiskovalci so vedno zelo veseli, ko lahko probajo neke lokalne surovine v čokoladi, bodisi je to kostanjev med, ajda, pehtran, orehov, cviljamovka. Se mi pa zdi, da tudi domačini ali pa domači kupci radi posegajo po teh sestavinah. Tako da, ja, sigurno bomo v prihodnje nadgrajevali te lokalne recepture. Otroci pa največkrat posegajo po zelo eksotičnih okusih, tako da tudi na tem področju bo naša ponudba v prihodnje še boljša in še večja. Koroški okusi so zelo različni. Ja, res je. Hvala lepa. Hvala tudi vam.